Internet je preplavljen s teorijami zarote o skoraj vsaki možni temi. Nekateri ljudje verjamejo, da vlade sveta skušajo pospešiti konec sveta. Drugi menijo, da pristanek na Luni se ni nikoli zgodil ali da so nekatere slavne osebnosti zamenjali dvojniki, če omenim le nekaj primerov. Številka 20. Večina izmed nas pozna izraz Veliki brat, frazo, ki je bila prvič uporabljena v distopičnem romanu 1984, ki ga je leta 1948 napisal George Orwell in ga še danes štejejo za mojstrovino. V knjigi Orwell opisuje prihodnost, v kateri celoten svet upravlja ena sama vlada. To je obdobje zatiranja, v katerem je javnost prisiljena ubogati ukaze ali pa jih odpeljejo v skrivno sobo, sobo 101, iz katere pridejo duhovno in psihološko zlomljeni. Najbolj zapomnjen vidik knjige je, da so vsi pod stalnim nadzorom in da je vsak napačen korak ali dejanje upora kaznovano z izjemno strogostjo. V resničnem svetu se mnogi bojijo, da to postaja resničnost, saj so varnostne kamere povsod. In celo dokazano je bilo, da vlade po svetu vohunijo za svojimi državljani. Dober primer tega je, ko nekdo z enim od svojih prijateljev ustno ali iz oči v oči razpravlja o nakupu novega izdelka, nato pa mu že čez nekaj minut na eni od pametnih naprav začnejo prikazovati oglase prav za ta izdelek. Prav tako je bilo dokazano, zahvaljujoč žvižgačem, da so agencije kot je NSA že dolgo časa prisluškovale telefonskim klicem ljudi, čeprav so vedno trdile, da nikoli ne bi na tak način posegle v njihovo zasebnost. Rezultat je povečanje paranoje med splošno javnostjo, še posebej, ker večina od nas potrebuje svoje naprave, kot so mobilni telefoni in prenosniki, za preživljanje in ohranjanje stikov z našimi najdražjimi. Teorije zarote na to temo so se začele povečevati v zgodnjih 2000-ih, ko je bilo napovedano, da bodo analogno televizijo sistematično ukinili in jo nadomestili z digitalno televizijo. Prva država, ki je sprejela to spremembo, je bila Nemčija, ko so leta 2003 v tej državi izklopili vse zemeljske analogne signale. Vlada Združenih držav Amerike je odločila, da bodo analogni signali izklopljeni leta 2009. Mednarodni rok za ta prehod pa je bil potrjen kot leto 2015. Razlog za preklop je bil, da bi se lahko analogni spekter ponovno uporabil. S tem bi se sprostil za oddajanje storitev 4G in 5G. Prehod na digitalno pa bi gledalcem omogočil tudi boljšo kakovost slike in zvoka med gledanjem njihovih najljubših oddaj. Poleg tega bi digitalna tehnologija omogočila oddajanje veliko več kanalov, hkrati v istem frekvenčnem prostoru. Za večino ljudi je bila to razborljiva novica, saj bi zdaj lahko gledali svoje oddaje v višji ločljivosti, vendar pa niso vsi menili, da je to dobra ideja. Najprej so nasprotovali ideji, da nimajo izbire in morajo preiti na novo tehnologijo, ter so menili, da se v ozadju dogaja nekaj bolj zloveščega. Teoretiki zarote so začeli izrekati nenavadne trditve in mnogi ljudje so se začeli z njimi strinjati. Bili so zaskrbljeni, da bodo nove digitalne televizije, ki jih bomo potrebovali za gledanje televizije, opremljene s skritimi kamerami, ki bodo spremljale vsak naš gib, ko bomo v hiši ali pisarni. Tudi bolnišnice, vladne stavbe in drugi javni prostori, kot so bari in restauracije, niso bili imuni. Ko bi bil prehod zaključen, bi bil praktično ves svet pod 24-urnim nadzorom in zasebnost bi bila neobstoječa. Te informacije bi se nato lahko uporabile za različne namene, kot so oglaševanje in splošno vohunjenje. Kljub tem trditvam ima zdaj večina ljudi digitalne televizorje, vendar se mnogi še vedno ne počutijo udobno v svojih domovih, saj imajo občutek, da jih veliki brat nenehno opazuje. Številka 19. Gravity Falls je animirana televizijska serija, ki je bila predvajana junija 2012 in se je zaključila leta 2016. Čeprav je namenjena otrokom, ima serija precej odrasel pridih, saj vključuje demonsko obsedenost in odraslo komedijo. Serija se osredotoča na skrivnostna dvojčka Dipperja in Mabel Pines, ki jo pošljejo živet k njunemu prastricu v skrivnostno mesto z imenom Gravity Falls. Grunkle Stan prepriča sorojenca, da vodita njegov Mystery Shack, turistično past, ki jo ima v lasti. Dvojčka se podata na različne pustolovščine, da bi razkrila skrivnosti mesta. Drugi pomembni liki so Suze, hišni mojster, Wendy, sproščena uslužbenka, Old Man McGucket, ki je lokalni kuhar, Lil Gideon, deček, ki kasneje postane zlobnež, in Stanford, avtor knjig ter Stanov brat. Eden izmed drugih moških zlobnežev v seriji je Bill Cipher, trikotni demon, ki načrtuje prevzem Gravity Fallsa.
Zarota, povezana s to oddajo, nas lahko popelje po poti prostozidarstva in iluminatov. Eden od oboževalcev je opazil, da Dipper ni pravo ime lika, temveč vzdevek. Opozarjajo, da imata oba brata, Stanley in Stanford, podobni imeni, zato bi imela tudi dvojčka verjetno enaki imeni. Zato je teoretik predlagal alternativno ime za Dipperja, ki bi se ujemalo z Mabel, naprimer Gable. Ko je to preveril, je ugotovil, da je to dejansko ime, ki pomeni trikotni del stene med robovi dvokapne strehe. To bi se povezovalo s splošnim občutkom celotne serije in Billom Cipherjem, demonom. Vendar je drug teoretik ponudil alternativno teorijo. Poudarja, da imata Stanley in Stanford enake predpone v svojih imenih, kar pomeni, da bi isto pravilo veljalo za Dipperja in Mabel. Ime, ki ga je predlagal, je bilo Mason, kot v besedi prostozidar. Tu predlog spremlja sliko simbola iluminatov v obliki piramide, kar ponovno povezuje oba lika. Nekateri so predlagali, da je Stanford napisal skupno 6 knjig, vendar poznamo le drugo in tretjo. Nekateri verjamejo, da je Seuss dejansko napisal eno izmed njih zaradi svojega obsežnega poznavanja mesta in da ima Terry McGucket eno izmed njih, ki jo uporablja za izdelavo svojih čudnih pogubnih strojev. Obstajajo tudi nekatere teorije zarote o Lilu Gideonu, med katerimi ena predlaga, da je z amuletom vplival na materin Njegova mati ima na obrazu stalno prestrašen izraz. Na neki točki v seriji si celo sama pri sebi zamrmra, samo sesaj naprej, kar nakazuje, da jo je resnično strah nečesa, kar se je zgodilo med njo in njenim sinom, in da je bila pogojena, da mu uboga. V poznejših sezonah oddaje je zla piramida končno premagana, vendar nekateri oboževalci verjamejo, da je dejansko preživela in se naselila v mislih grunkla Stana. Filmski teoretiki so predlagali, da Cypher nadzoruje Stana medtem ko spi, in namigi o tem so raztreseni skozi celotno oddajo. Eden glavnih namigov pa je v 3. dnevniku. V dnevniku je bilo zapisano naslednje. Izkazano se je, da je mogoče učinek izbrisa spomina razveljaviti z izpostavljenostjo pomembnim slikam in ljudem iz preteklosti. Razlog, da si je Stan opomogel veliko hitreje, je ta, da smo začeli z okrevanjem, ko je bil izbris še svež, manj kot 1 uro po stiku. Če je bil učinek žarka dejansko razveljavljen, ko so se mu spomini vrnili, potem bi to lahko pomenilo, da je cifer še vedno v njem. Teoretiki na to izpostavijo vse namige, ki podpirajo to teorijo, vključno z obratnim sporočilom Billa Cipherja in iskanjem pravih kipov Cipherja. V seriji so tudi nekatere nenavadne podobnosti med obema likoma. Še en dokaz, ki podpira to, je povezan z drugo zaroto. Nekateri verjamejo, da lahko Stan ustvari lažne spomine, da bi prevaral in zavedel Cipherja. Na prodajnem avtomatu vnese kodo, da odkleni vrata do svoje skrivne sobe in vsakič pritisne 5 gumbov. Toda v epizodi Sanske pokrajine, kjer skupina potuje skozi njegove spomine, eden od spominov pokaže drugačno kodo. V eni izmed epizod morajo vsi liki obstati na šifri, ki je osvetljena na tleh. Obstaja 9 simbolov, od katerih je vsak povezan z enim od likov. Nekateri teoretiki verjamejo, da razlog, da Bill ni izgnan, ni le v Stanovem vmešavanju, ampak tudi v tem, da liki ne stojijo na pravih simbolih. Omentajo predvsem 2 lika, Dipperja in Wendy. Dipper, ki nosi kapo z motivom borovca, stoji na simbolu borovca, medtem ko Wendy stoji na simbolu ledu. Toda dekle je bolj naravnana na aktivnosti na prostem in prihaja iz družine gozdarjev. Torej bi morda morala ona stati na simbolu borovca. To potrjuje tudi dejstvo, da si na koncu oddaje zamenjata kape. Dipper bi bil simbol ledu, ker ga pogosto vidimo, kako nosi led, in biti cool je zelo pomembno za njegov lik. Številka 18. Ljudje so bili stoletja očarani nad nočnim nebom, učenjaki pa že zelo dolgo preučujejo zvezde. Od takrat smo se veliko naučili o našem osončju in o tistih, ki obstajajo milijone svetlobnih let stran. Planeti Merkur, Venera, Mars, Jupiter in Saturn so nam znani že iz prazgodovine, saj so s prostim očesom vidni na nočnem nebu. Drugi planeti pa se izkažejo za bolj izmuzljive. Prva teleskopska odkritja so bila narejena leta 1781, ko je William Herschel odkril Uran. In leta 1848 je Johann Gale odkril Neptun, potem ko je preučil delo Urbana Le Verrierja in Johna Coucha Adamsa. Pluton, ki ga danes ne štejemo več za planet, je bil odkrit leta 1930 strani Clyda Tombaya, zdaj pa je preklasificiran kot pritlikavi planet.
Od takrat smo preučevali vesolje, kolikor smo lahko, vendar nekateri teoretiki zarot, med katerimi je eden tudi znan astronom, verjamejo, da smo se motili glede enega posebnega in pomembnega vidika naše galaksije. Astronom Paul Cox je podal nekaj spornih trditev o našem Soncu in verjame, da je Nacionalna uprava za aeronautiko in vesolje, NASA, za vsem tem. Medtem ko je večina ljudi njegove nenavadne trditve zavrnila, smo drugi verjeli na besedo, verjetno zaradi njegovih referenc kot spoštovanega astronoma. Cox je sporne izjave podal junija 2016, ko je vodil 8-urno oddajo v živo, med katero je razpravljal o prehodih planeta Merkur čez Sonce. Oddaja je bila predvajana na spletni strani SLU, vendar je zavila v smer, ki je nihče ni pričakoval. Ko je govoril o takratnem položaju Merkurja na svojem zaslonu, je nenadoma izjavil: "Morda se sprašujete, kaj je tista velika okrogla stvar tik ob Soncu?" Na to je mimogrede omenil, da gledalci gledajo na drugi Zemljin Sonce in šaljivo pripomnil, da večina ljudi verjetno sploh ne ve, da obstaja. Gledalci so bili takoj presenečeni na to sporno izjavo. Nekateri so sprva mislili, da se Cox šali, a kmalu je postalo jasno, da je glede tega zelo resen. Nadaljeval je z razlago, da je to drugo Sonce običajno skrito pred očmi javnosti, strani več agencij, med katerimi je tudi NASA. Vendar ni razkril imen nobenih drugih agencij, ki naj bi bile vpletene v to srhljivo zaroto. Kot je bilo pričakovati, so te izjave takoj povzročile razburjenje na spletu. Blogerji, ki verjamejo v teorije zarote, so sedli za tipkovnice in začeli pisati o drugem Soncu, ki naj bi bilo pred nami skrito desetletja, medtem ko so drugi na družbenih omrežjih širili novico, da nam je vlada vse življenje lagala. Težava te teorije zarote je v tem, da jo je predlagal nekdo, ki je bil do tistega trenutka spoštovan na svojem področju in je v svoji karieri opravil veliko lastnih raziskav. Zaradi tega so teoretiki zarote hitro pridružili temu in začeli preplavljati internet z novicami o tej domnevni prevari. Coxovi kolegi astronomi so hitro opozorili, da je bil objekt, na katerega je kazal, ko je izrekel te komentarje, v resnici planet Merkur, o katerem je ves čas govoril. Njegove trditve so zavrnili tako drugi astronomi kot strokovnjaki, ki so javnost pomirili, da imamo le eno Sonce in da pred nami ni skrito nobeno takšno nebesno telo. Številka 17. Powerpuff Girls je dobro znana animirana otroška oddaja, v kateri nastopa trojica deklet s supermočmi. Služijo kot zaščitnice mesta Townsville. Trojico sestavljajo rdečelasa voditeljica Blossom, prijazna svetlolasa deklica po imenu Babbles in slabe volje Buttercup. Po legendi je profesor Utoni poskušal v svojem laboratoriju ustvariti popolna dekleta, ko se je v mešanico po nesreči pomešala še ena sestavina, kemična X. Rezultat je bila skupina 3 superjunakin. Toda serija ni ušla teorijam zarote oboževalcev, zato se je rodila Brenda teorija. Brenda teorija namiguje, da so Powerpuff dekleta delčki ene gostiteljice. Gostiteljica je seveda gledalcem neznana, a teoretiki so to domnevno gostiteljico poimenovali Brenda. Pravijo, da je to dekle razvilo disociativno motnjo identitete zaradi domnevnega ustrahovanja strani starejšega brata. Brat se pojavlja kot Mojo Jojo, glavni zlobnež v seriji. Teoretiki so si ogledali, kaj vsako dekle predstavlja. Blossom je oseba, kakršna si Brenda želi biti. Želi si zrelosti in preudarnosti. Bubbles je bila mehka, živahna plat. Predstavlja nedolžnost in podrejenost, ki jo je voditeljica dejansko izkazovala v resničnem življenju. Redko se je v Bubbles pokazala tudi nekoliko bolj agresivna plat, zato je včasih prikazana kot nekoliko bolj bojevita. Buttercup predstavlja agresivno plat in je nastala iz misli voditeljice, ki so bile odziv na nasilneža. Ta lik predstavlja nezadovoljstvo z življenjem. Čeprav je običajno prikazana kot bolj nasilna oseba, nakazuje tudi na skrite globine, vendar so te globine rezervirane za Bubbles. Drug teoretik je uspel povezati domnevnega brata z razgrajaškimi fanti. Edina informacija o bratu je, da je on kriv za duševne težave in je v domnevnih halucinacijah predstavljen kot glavni zlobnež. Antagonist je ustvarjalec razgrajaških fantov, kar pomeni, da je Mojo Jojo oče razgrajaških fantov, kar je v primeru teorije o Brendi prikaz bratove kompleksne osebnosti. Po teoriji, te osebe s talibosumje in stres zaradi bojevanja povzročila, da je brat razvil enake psihološke težave in jo našel v domišljijskem svetu.
Postal je še bolj besen in na koncu ustvaril fante, da bi se zoperstavili dekletom, ter jo še naprej mučil na neobstoječem mestu. Razgrajaški fantje so sestavljeni iz Bricka, samozavestnega, neodvisnega fanta. Butch predstavlja, v kakšnega je brat postal, ko je začel ustrahovati sorojenca. In Boomer predstavlja obdobje, preden je začel sovražiti svojo sestro. Je nedolžen in prijazen. Druge teorije zarote, povezane s to serijo, so, da lahko Hem, satanski lik, se lahko nekako regenerira po lastni volji, kar pojasnjuje, zakaj se vedno znova vrača. Eden od uporabnikov Reddita je teoretiziral, da ima on moč regeneracije in da lika v resnici ni mogoče premagati, ampak je zgolj izčrpan astralne energije. Vsi trenutki, ko gledalci vidijo, da on umre, so v resnici le projekcije energije. Po besedah drugega uporabnika Reddita, profesor uporabi tudi svoj lastni DNK za ustvarjanje deklet, ker ni mogel imeti otrok. Uporabil je vse sestavine, potrebne za ustvarjanje življenja na drugačen način. Morda pa je v mešanico dodal celo nekaj svojih vitalnih tekočin. Druga teorija zarote namiguje, da se je profesor odločil ustvariti dekleta namesto fantov iz moralnih razlogov. Po otroški pesmisi so dekleta narejena iz sladkorja, začimb in vsega lepega. To se nanaša na preproste, neškodljive sestavine, medtem ko so fantje narejeni iz kač, polžev in pasjih repkov, kaj je morda nekoliko bolj kruto. Ni želel poškodovati drugega živega bitja, zato je izbral alternativno pot. Številka 16. V 20 letih prejšnjega stoletja je kitajska nacionalistična stranka predlagala, da se na reki Jangtze zgradi ogromen jez. Ideja za ta projekt, ki je danes znan kot vodno-gospodarski projekt 3 sotesk na reki Jangtze, je bila za nekaj let odložena, vse do leta 1953, ko so se odločili, da izvedejo študijo izvedljivosti in izberejo lokacijo. Eden glavnih razlogov za njegovo izgradnjo je bil nadzor nad uničujočimi poplavami, ki so nastale, ko je reka prestopila bregove. Omogočil pa bi tudi notranjo trgovino in se lahko uporabljal za proizvodnjo električne energije za več območij v državi. Veliko ljudi je takoj podprlo projekt, vendar so nekateri menili, da je to slaba ideja. Bali so se, da bi jez lahko propadel in da bi več kot 1,3 milijona ljudi izgubilo svoje domove in morda tudi življenja. Če bi se zgodilo, bi bilo veliko ikoničnih kulturnih znamenitosti popolnoma uničenih, arheološka najdišča bi bila izgubljena, ljudje, ki živijo ob reki, pa bi ostali brez vsega. Potem je bila tu še teorija, da bi zadrževanje tako ogromne količine vode, približno 42 milijard ton, škodovalo planetu. Nasprotniki so trdili, da bi voda povzročila nenaravno premikanje Zemlje, kar bi povzročilo naravne nesreče, predvsem potrese in zemeljske plazove po vsem svetu, zaradi česar bi veliko ljudi izgubilo življenje ali bilo pregnanih iz svojih domov. Nato je bilo predlagano, da se namesto tega zgradi niz jezov. Bili bi manjši, lažji za upravljanje in bi zadrževali manj vode kot predlagani projekt. Proizvajali bi enako količino električne energije kot velika jez in prav tako učinkovito nadzorovali poplave na tem območju. Toda njihove skrbi so naletele na gluha ušesa. Kljub temu so njihovi strahovi povzročili 40-letno zamudo pri gradnji jezu, ki se je končno začela leta 1994. Toda tudi takrat projekt ni bil brez težav. Ko je zmanjkalo sredstev, je kitajska vlada zaprosila Svetovno banko za posojilo, vendar je bila zavrnjena, saj so obstajali strahovi, da bi jez povzročil okoljske težave. Prva faza gradnje je bila zaključena leta 1997. Leta 2003 pa se je rezervoar začel polniti. To je povzročilo, da je bilo kar 1200 pomembnih arheoloških najdišč zavedno izgubljenih. Glavni zid jezu je bil dokončan leta 2060. Let kasneje pa je bil projekt uspešno zaključen. Leta 2024 se je začela širiti viralna trditev, da naj bi voda v jezu 3 sotesk povzročila upočasnitev vrtenja Zemlje. Ta trditev je bila raziskana in izkazala se je za resnično, vendar so ugotovili, da je bila sprememba v vrtenju zanemarljiva, saj se je Zemlja vrtela le približno 0,06 mikrosekunde počasneje kot običajno. To je prineslo veliko olajšanje milijonom ljudi po vsem svetu. Toda, kot se pogosto zgodi, so nekateri teoretiki zarote zavrnili sprejeti te podatke in začeli širiti nenavadne trditve o tem, kaj naj bi se po njihovem mnenju v resnici dogajalo. Trdili so, da je ogromna količina vode, ki je povzročila neravnovesje v Zemljini rotaciji, začela vplivati na vremenske vzorce planeta.
Prav tako so bili prepričani, da je to povzročilo nekatere nedavne potrese in naravne nesreče. Vendar pa niso mogli predložiti nobenih dokazov, ki bi podprli to teorijo. NASA je poudarila, da se Zemljina rotacija tako ali tako spreminja in da bi morali vsakršne strahove, da na naš planet negativno vpliva J-streh sotesk, zavreči kot obrobno teorijo in nič več. Številka 15. Risanka SpongeBob kvadratnik spremlja življenje nenavadne rumene spužve, ki živi s svojim hišnim polžem Garjem v mestu Bikini Dno. Bikini Dno Se nahaja na dnu Tihega oceana. Spužva dela kot kuhar v restavraciji z imenom Hrustljavi rak, ki jo vodi gospod Krabs. Spužji Bob in njegov najboljši prijatelj, morska zvezda po imenu Patrick, se skupaj podajata na pustolovščine in povzročata težave. Drugi pomembni liki so Lignjoslav, godrnjavi lign, ki dela skupaj s kuharjem in je tudi njegov sosed. Perla, najstniška kita glavača, je hči gospoda Raka. Sandy Cheeks, podvodna veverica, je prav tako pomemben lik. Obstajajo različne teorije zarote glede te živahne risanke, ki so se pojavile skozi leta. Večina teh teorij zarote se nanaša na gospoda Raka. Mnogi že poznajo teorijo, da je skrivna sestavina rakovih polpetov rakovo meso, vendar se je to razširilo na različne druge teorije zarote o rakih in polpetih. Eden od uporabnikov Reddita, Walla Rhubarb, je pojasnil, da ko kit umre, to služi kot gorivo za celoten ekosistem. To je znano kot kitov padec, ki je tako bogat s hranili, da lahko dolgo časa vzdržuje celoten ekosistem. Ta uporabnik Reddita pojasnjuje, da se mu zdi nenavadno, da ima Krabs za hčerko kita, vendar v oddaji nikoli ne omeni Pearline matere ali kako je postal njen skrbnik. Teoretiki predlagajo, da je dejansko naletel na truplo kita, Pearline matere, in v bližini zgradil restauracijo. Našel je kitovo hčerko kot dojenčico in jo posvojil. Lastnik restauracije je truplo uporabil kot sestavino v svojih polpetih, vendar bi se ta zanoga seveda neizogibno izčrpala. In kako bi lahko še naprej vadil svoj paso, če bi se to zgodilo? Po tej teoriji zarote je gospod Rak čakal, da bo biserka odrasla, nato pa jo poslal na fakulteto, medtem ko se v resnici pripravljali in stregli stranka. Morda je gospod Rak to počel že leta, pa nihče ni vedel za to, ali pa tega niti ni postavljal pod vprašaj. Alternativna teorija istega lika prikazuje kot morilskega norca. Kot je prikazan v epizodi Zlobni polpet, lik ve, kako skriti truplo. V tej epizodi je bil zdravstveni inšpektor v restavraciji, vendar je lastnik verjel, da je prevarant, ki poskuša dobiti brezplačno hrano. Krabs prosi spužji kvadrata, naj pripravi pokvarjenega rakovega burgerja in takoj, ko ga inšpektor poje, se zgrudi. Namesto da bi poklical pomoč, bi pohlepni Krabs raje odstranil truplo. V drugi epizodi z naslovom Iz slike je Krabs prav tako poskušal končati živka, potem ko je dobil idejo, da bi bila njegova umetnost vredna več, če ne bi bil več živ. Sprva je zaposlenega poslal na nekaj nevarnih nalog, a ko to ni uspelo, je poskušal živku razbiti glavo s kladivom. Ta prizor je imel enak občutek kot Stephen Kingov Izžarevanje. Skozi celotno risanko ta lik kaže očitno pomanjkanje empatije in neupoštevanje dobrega počutja drugih. Ne bi nas presenetilo, če bi poskušal vzgajati Pearl kot dobaviteljico mesa. Številka 14. Zaradi geografskih lekcij v šoli vemo, da so potresi povzročeni zaradi nenadnega sproščanja energije vzdolž prelomnic Zemlje, običajno zaradi premikanja njenih tektonskih plošč. A zdi se, da niti to osnovno znanje ni sprejemljivo za nekatere teoretike zarot. Eden izmed nasprotnikov tega znanja je duhovnik iz Irana, ki je leta 2010 povzročil precejšen vihar po svetu, ko je podal nekaj nenavadnih in spornih trditev o tem naravnem pojavu. Potresi so v Iranu pogost pojav, saj ta država vsako leto doživi več potresov kot večina drugih držav. Takratni predsednik države, Mahmud Ahmadinejad, je napovedal, da bo prestolnico Teheran prej ali slej prizadel močan potres in predlagal, naj se 12 milijonov prebivalcev, ki tam živijo, preseli na varnejša območja. To je smešna trditev, saj bi bila preselitev tolikšnega števila ljudi logistična nočna mora. Poleg tega pa bi mnogi zavrnili, da bi zaradi strahov in napovedi enega človeka zapustili svoje domove. A v primerjavi s trditvami Kasima Sulejmanija se Ahmadinejadove zdijo skoraj verjetne.
Sediki je povzročil ogorčenje po vsem svetu, ko je namignil, da potresi niso naravna nesreča, temveč jih povzročajo ženske, ki se neprimerno oblačijo. Prav tako je okrivil ženske, ki prešuštvujejo, druge, ki po njegovih besedah kvarijo svojo čistost, in ženske, ki so moške zapeljale na kriva pota. Njegove razlage so bile skoraj zagotovo pretirana reakcija na dejstvo, da se veliko mladih žensk v Iranu noče oblačiti po pravilih islama, ki jim prepovedujejo razkrivanje kateregakoli dela telesa moškim, s katerimi niso v sorodu, razen obraza, rok in stopal. Njihovi lasje, vratovi in preostali deli telesa morajo biti pokriti, ko so v javnosti. Toda skozi leta se je vedno več žensk odločilo, da bodo kršile ta pravila, kar je očitno razjezilo Sadikija. Med enim od pridig je trdil, da mu je božja avtoriteta spregovorila in mu povedala, da državo pestijo nesreče, kot so potresi. Dodal je, da bi se tem nesrečam lahko izognili le, če bi se ženske začele primerno oblačiti in se vrnile k svojim verskim koreninam. Omeniti je treba, da so se te ženske zgolj odločile nositi oprijete plašče in rute, ki so razkrivale nekaj njihovih las, kar pa ni dovoljeno. Na vprašanje, kdaj naj bi ta potres prizadel Iran, je Sadiki trdil, da ne more navesti točnega datuma, vendar je ponovil, da je le vprašanje časa, kdaj bo nesreča udarila. Prav tako je predlagal, da se prebivalci Teherana takoj preselijo ali da se vsaj 5 milijonov od 12 milijonov prebivalcev preseli, da bi zmanjšali število življenj, ki bi jih potres lahko zahteval, ko bi končno udaril. Njegove misli je ponovil tudi minister za socialo, ki je izjavil, da sta molitev in kesanje edina načina, da se izognemo tej nesreči, ter da bi morale zadevne ženske začeti prositi za odpuščanje svojih pregreh. Seizmologi so iransko vlado opozorili, da bo Teheran prej ali slej prizadel močan potres. Nekateri pa so celo predlagali, da bi prestolnico preselili drugam, da bi rešili čim več življenj. Sadiki verjame, da če se ženske v Teheranu ne bodo odločile za kesanje in opustitev svojih grešnih poti, bodo povzročile neizmerno katastrofo, ki bi zahtevala nešteto življenj in pahnila državo v finančno krizo, od katere bi si opomogla šele čez desetletja. Številka 13. Phineas and Ferb je bila zelo priljubljena ameriška animirana televizijska serija, ki se je začela predvajati leta 2007 in zaključila leta 2015. Serija spremlja življenje družine Flynn, ki jo sestavljajo Linda Flynn Fletcher, mati Finesa Flynna, Ferba Fletcherja in njuna starejša sestra Candace Flynn. Poročena je z Lawrencem Fletcherjem. Oba brata se nenehno podajata na najbolj divje dogodivščine, katerih priča je Candace, vendar svojih staršev nikakor ne more prepričati, da bi ji verjeli. Družina ima tudi hišnega ljubljenčka, Perryja Kljunaša, ki je v resnici skrivni vohun in sovražnik dr. Heinza Doofenshmirtza. Dve izmed bolj temačnih teorij zarote se vrtita okoli Candace. Eden od uporabnikov Reddita je predlagal, da so vsi vedeli za fantove dogodivščine razen Candace. Pojasnjuje, da njuna mama v resnici ve vse, kar njena sinova počneta, vendar tega nikoli ne potrdi svojih hčerki, ker bi s tem prekinila pisanje, ki temelji na njej. Teoretik poudarja, da je morda Linda dejavno vključena v dogodivščine ali pa jih vidi le v manjšem obsegu, da bi jih lahko dva mladeniča izpeljala. Opaženo je tudi, da pogosto sodeluje celo mesto pri vragolijah, kot na primer v epizodi Za očetovski dan ali celo v Svinterju. Skozi celotno serijo so prisotni subtilni namigi, da si mati zapisuje vragolije svoje hčerke in jih morda uporablja kot komedijo za knjigo, ki jo piše in ki obravnava najstnike. Alternativna teorija, druga temna teorija, glede najstnice z oranžnimi lasmi, je, da sta Phineas in Ferb nič drugega kot Candace in plod domišljije. Še en uporabnik Reddita je predlagal, da je Phineas umrl in da je tu njen način spopadanja s tem. Ferb ima tudi invalidnost, ki mu preprečuje, da bi govoril ali se preveč gibal. Sestra nato ustvarja različne scenarije, kjer se oba brata igrata skupaj in gradita neverjetne stvari. To bi lahko bil razlog, zakaj Linda nikoli ne vidi, kaj se dogaja. Vse se dogaja v domišljijskem svetu. Poleg tega je dr. Doofenshmirtz le psiholog, ki ga obišče 2krat na teden, da bi poskušal spet zaživeti normalno življenje. To domnevo dodatno podpira zadnja epizoda serije, ko se oba brata odpravita na fakulteto, kar lahko pomeni, da je sestra končno sprejela situacijo. Druga temna teorija pa se nanaša na biološkega očeta Finesa. Imenuje se teorija pravega očeta, na katero je že veliko oboževalcev pomislilo med gledanjem oddaje. Linda in Doofenshmirtz imata neko skupno preteklost.
Phineas ni prav nič podoben Lorenzu, ima pa enak trikotni obraz in pričesko kot zlobnež. To bi lahko tudi pojasnilo, zakaj je Phineas tako inteligenten, saj je Doofenshmirtz znanstvenik. V tej zgodbi je vloga Perryja, da prepreči, da bi se ta dva kdaj srečala, saj bi lahko skupaj povzročila kaos, še posebej, ker ima mladi deček dovzeten Naslednja teorija zarote se nanaša na to, kako fantje financirajo svoje neverjetne projekte. Vlakci smrti, rakete in časovni stroj bi vsi stali milijone dolarjev. Eden od predlogov pravi, da morda OVCA, podjetje, za katero dela Perry, financira njihove operacije. Če bi se dolgočasila, bi verjetno več časa preživela s svojim hišnim ljubljenčkom. Če bi se to zgodilo, Perry ne bi mogel pobegniti, da bi vohunil za svojim največjim sovražnikom. Številka 12. Projekt Modri žarek, ki ga ne gre zamenjevati s projektom Modra knjiga, ki je bil študija opažanj NLP-jev, vključuje tudi nezemljane. Toda, po mnenju teoretikov, zarote vključuje tudi religijo in zlovešč načrt vlad po svetu. Ta teorija obstaja že v 90-ih let prejšnjega stoletja, ko jo je svetu prvič predstavil kanadski novinar Sergej Monast. Čeprav svojih virov nikoli ni razkril, je trdil, da NASA vodi operacijo, med katero naj bi z uporabo holografskih slik in manipulacijo z javnim mnenjem vzpostavili religijo nove dobe. Trdil je, da naj bi bil projekt izveden v 4 fazah. Prva faza naj bi vključevala potrese, ki bi se zgodili po vsem svetu, vendar to ne bi bili običajni potresi. Te potrese bi povzročile iste vlade z zelo specifičnim ciljem. Ko bi se potresi umirili, bi arheologi začeli odkrivati prelomna odkritja pod na novo izpostavljeno zemljo. Ta odkritja bi postavila naše razumevanje religije in zgodovine pod vprašaj in veliko ljudi bi namesto tega začelo slediti prej omenjeni novi dobi religije. NATO bi tehnologijo uporabili za projiciranje holografskih podob božanstev na nebo, da bi jih vsi lahko videli. To bi povzročilo, da bi veliko ljudi verjelo, da so bili priča nečemu globokemu in da morajo začeti slediti tej novi religiji. Naslednji korak bi bil, da bi ljudje verjeli, da z njimi komunicirajo na telepatski ravni. To bi dosegli z uporabo nizkofrekvenčnih valov, ki bi po besedah Manasta ustvarili iluzijo glasov, ki govorijo z njimi v njihovih mislih. Nazadnje bi 4. faza vključevala pojav lika, podobnega Jezusu, odrešenika, ki bi se nenadoma pojavil na zemlji in prepričal ves svet, da preide na eno vlado in eno vero. Do tej točke je bilo že veliko ljudi prepričanih, da je ameriška vojska razvila holografsko tehnologijo, ki bi jo lahko uporabili za zavajanje kogarkoli bi želeli. Nekateri so celo namigovali, da je nebo v resnici le ogromen zaslon in da je tisto, kar vidimo nad seboj, zgolj iluzija. Monast je dodal, da bo NASA uporabila to tehnologijo za uprizoritev lažne vesoljske invazije na Zemljo in da bodo ljudje zlahka prevarani, da verjamejo temu, kar vidijo s svojimi očmi. Tudi Monastova smrt velja za sumljiva med teoretiki zarote. Čeprav njegovi zdravstveni zapisi navajajo, da je umrl zaradi srčnega napada, nekateri verjamejo, da so bile njegove teorije pravilne in da ga je vlada utišala, preden bi lahko razkril še več o svojem zlobnem načrtu. Preden bi lahko razkril še več o njihovem zlobnem načrtu za prevzem sveta. Skozi leta je bilo v to vedno bolj razvijajočo se teorijo vključenih še več agencij, vključno s HARP, SpaceX in drugimi. In pojav umetne inteligence je le še okrepil njihovo prepričanje, da nam lažejo. Vendar so strokovnjaki te trditve zlahka zavrnili. Nikoli niso bili predstavljeni nobeni dokazi, ki bi podprli njegove trditve, in splošno velja, da je zgolj ugibal in svoje misli predstavljal kot dejstva. Poleg tega ne obstaja nobena holografska tehnologija, kot jo opisuje njegova teorija, saj nobena vlada nima sredstev, da bi hkrati projicirala videoposnetke invazije nezemljanov celemu svetu. Zadnji žebelj v krstu te teorije je dejstvo, da je bil dejanski datum dogodka že večkrat napovedan, vendar, kot vsi vemo, do invazije nezemljanov nikoli ni prišlo. Nov svetovni red ni bil vzpostavljen in v večini držav smo še vedno svobodni, da sledimo veri po lastni izbiri. Številka 11. Smrkci so bili priljubljena televizijska serija v 80-ih letih. Oddaja je spremljala življenja malih modrih likov, ki so živeli v svoji vasi, narejeni iz gob. Mnogi med njimi so bili pod vodstvom Ata Smrkca. Družbo sestavljajo tudi smrketa, močni smrkec, pametni smrkec, nerodni smrkec, godrnjavi smrkec in tako naprej.
Drugi liki vključujejo zlobneža Gargamela in njegovega spremljevalca, mačka Azraela. Obstajajo različne teorije, povezane z malimi modrimi bitji, in vse se začne s 7 grehi. Teoretiki opozarjajo na imena likov kot jasno predstavitev tega. Začne se z edino žensko smrkco, smrketko, ki naj bi predstavljala poželenje. Gargamel jo je pravzaprav ustvaril, da bi z uporabo tega greha uničil druge smrkce. Seveda se to v sami risanki ne zgodi. Naslednji je smrkec pekar, ki predstavlja greh požrešnosti in je povezan s pretiranim uživanjem hrane in pijače. Vedno peče in zato tudi vedno je. Veliko svojega časa pa preživi v lovljenju smrkca pohlepneža, ki predstavlja pohlep. Ta lik vedno krade drugim, predvsem pa smrkcu pekarju. Drug pomemben lik je smrkec lenuh, ki seveda predstavlja lenobo. Ne počne ničesar in ves dan samo poležava. Ni pripravljen ukrepati ali ga skrbi karkoli, kar se dogaja okoli njega. Teoretiki so izpostavili tudi smrkca godrnjača, ki predstavlja jezo. Vedno je jezen in nikoli nima nasmeha na obrazu. Žali druge in ima neobvladane izbruhe. Zaljubljeni smrkec predstavlja zavist, saj je njegovo celotno življenje osredotočeno na to, da bi osvojil smrketico. Ampak je tudi zavisten do nje. Napuh opredeljuje nečimrni smrkec, ki se nenehno gleda v ogledalo in je izjemno obseden sam s sabo. A ta smrkec, vodja, je lahko prav tako povezan s Satanom, saj je upodobljen v rdečem in ima celo pentagram na svojem naslanjaču, po mnenju enega teoretika zarote. Gargamel po tej teoriji naj bi bil frančiškanski duhovnik, njegova hiša pa je cerkev v ruševinah. Maček Azrael, ki ima angelsko ime, naj bi bil padli angel. Njegovo ime je podobno imenom drugih angelov, kot so Gabriel, Uriel in Rafael. Drug vidik, na katerega so opozorili, je frigijska kapa, ki jo nosijo vsi smrkci. To je nekaj, kar je bilo značilno za prostozidarje v srednjem veku in so to uporabljali kot ikoničen simbol za medsebojno prepoznavanje. Po drugi teoriji je družba smrkcev v celoti komunistična. Bojevnik se bojno sekiral. Uporabnik Reddita je na podreddit Random Thoughts zapisal naslednje. Smrkci v svoji vasi nimajo nobene oblike valute. V eni izmed epizod risanke so celo pomagali kralju, ki jim je kot nagrado ponudil zlato. Na to nadaljujejo, da so smrkci to zavrnili, ker v vasi takšnih stvari ne potrebujejo. Teoretik je svojo izjavo zaključil s tem, da so smrkci tehnično gledano vsi komunisti. Že leta 2008 je po YouTubeu krožil video, ki je poročal prav o tej teoriji. Res je sicer poudaril, da tega ne gre jemati preveč resno, a so začeli izpostavljati podobnosti med smrkci in idealno komunistično družbo. Opozarjajo na dejstvo, da je njihova družba samozadostna in vodi svojo skupnost. V svoji kolektivistični kulturi ne potrebujejo denarja, vsak lik pa dela za dobro celotne skupnosti. Prav tako je opaziti, da vodja nekoliko spominja na Karla Marxa in obožuje rdečo barvo. Kapitalizem v tem primeru predstavlja neusmiljeni Gargamel, ki ga zanima le osebno zadovoljstvo. Ta video nadalje trdi, da so bili smrkci in njihove komunistične podtone dejansko uporabljeni kot zvijača za vplivanje na gledalce med hladno vojno. Predlagano je bilo tudi, da je smrkec kratica za Small Men Under Red Forces oziroma Majhni možje pod rdečimi silami. To sicer nima veliko smisla, saj izvirno ime za serijo in bitja izhaja iz francoske besede. Številka 10. Stonehenge ostaja eden najbolj skrivnostnih spomenikov, kar so jih kdaj odkrili. Omenjanje tega spomenika sega v 12. stoletje, vendar so se izkopavanja na tem mestu prvič začela šele v 1620-ih. Prvo raziskavo tega mesta je v 1660-ih izvedel John Aubrey, ki je predlagal, da so Aubreyjeve jame, poimenovane po njem, nekoč služile kot tempelj druidov v starih časih. V 18. stoletju je spomenik preučeval William Stukeley in končno je bilo ugotovljeno, da Stonehenge sega v bronasto dobo. Leta 1882 je bil razglašen za zaščiteni starodavni spomenik. In čeprav je bilo na tem mestu, ki se nahaja na Salisburyski planoti v grofiji Wiltshire v Angliji, opravljenih ogromno raziskav, še vedno ostaja veliko vprašanj o tej nenavadni in skrivnostni zgradbi. Opažamo, da se je gradnja Stonehengea začela pred približno 5000 leti, vendar njegovi graditelji niso nikoli pustili nobenih sledi o tem, kdo so bili ali zakaj so nameravali uporabiti ta prostor.
Nikoli niso našli nobenih pisanih zapisov o njegovi gradnji, zato obstaja veliko teorij o namenu in ljudeh, ki so ga zgradili. Ena najzgodnejših in najbolj nenavadnih teorij predlaga, da je ogromne kamne postavil velikan. Verjame se, da so se zgodnji zgodovinarji močno zanašali na ljudsko izročilo, kadarkoli so naleteli na nekaj, česar niso mogli razložiti, in velikan bi se zdel popolna razlaga za to. A ta nenavadna trditev postane še bolj čudna. Po nekaterih zgodovinarjih iz tistega časa naj bi Merlin velikanu naročil, naj kamne prinese na to mesto, čarovnik, ki ga pogosto povezujejo z legendami o kralju Arturju. Druga in verjetno najbolj razširjena teorija je, da so ga zgradili nezemljani, ki so obiskali Zemljo pred 1000 leti. Drugi verjamejo, da so ljudem, ki so živeli na tem območju, zgolj dali tehnologijo, potrebno za premikanje kamnov, in da se je ta tehnologija sčasoma izgubila. Med teoretiki zarot je prav tako priljubljena domneva, da so ga zgradili starodavni druidi. Po tej teoriji naj bi spomenik uporabljali za čaščenje svojih malikov, vendar vemo, da so se prvi druidi pojavili šele približno 2000 let po tem, ko je bil Stonehenge zgrajen. Zato je večina strokovnjakov to teorijo zavrnila. Potem je tu še teorija, da so ga v starih časih uporabljali glasbeniki. Raziskovalci so preučevali sestavo kamnov in ugotovili, da so monoliti iz modrega kamna ob udarcu na določenih mestih začeli rezonirati, podobno kot boben. Toda tudi ta teorija ima pomanjkljivosti, saj se zdi malo verjetno, da bi kdo prevažal te zelo težke in masivne kamne več kilometrov samo zato, da bi sestavil zapleten in komaj delujoč komplet bobnov. Nekateri pa verjamejo, da Stonehenge nima nobenega pravega pomena in da sta ga zgradila dva prazgodovinska jamska človeka, ki nista imela nič boljšega za početi. Imela sta samo čas in sta se preprosto odločila, da bosta zlagala kamne enega na drugega. Čeprav teoretiki, ki verjamejo v to teorijo, niso uspeli pojasniti, kako naj bi to bilo izvedeno. Strokovnjaki, ki so preučevali to najdišče, so predlagali najbolj verjetne teorije, da je bil Stonehenge uporabljen kot tempelj, pokopališče in astronomski koledar. To je večina strokovnjakov sprejela kot verjetno in ni dvoma, da se bo v prihodnjih letih in desetletjih pojavilo še veliko teorij o Stonehengeu, ki bodo nedvomno tako nenavadne, kot pričakujemo. Številka 9. Serija Čarobni šolski avtobus se osredotoča na učiteljico in njene učence, ki potujejo skozi življenje na čarobnem šolskem avtobusu in celo raziskujejo človeško telo. Gospa Frizzle je ekscentrična učiteljica naravoslovja, ki otroke pelje na razburljive, a nekoliko nevarne izlete skozi sončni sistem, človeško telo in različne druge kraje. Po eni izmed teorij zarote, ki krožijo okoli oddaje, naj bi bila učiteljica dodana med več drugih likov kot Time Lord. Teoretiki poudarjajo, da imata Doktor Kdo in ta otroška oddaja veliko skupnega. Obe oddaji imata glavne like, ki so nenavadni in radi učijo ljudi o vesolju. Oba potujeta v čarobnih vozilih, ki ju popeljejo nazaj v čas in celo skozi vesolje. Teoretiki so potegnili različne vzporednice med obema oddajama in zaključili, da je gospa Frizzle morda pravzaprav časovna gospodarica, prav tako kot doktor. Doctor Who je britanska znanstveno-fantastična TV serija, ki prikazuje dogodivščine doktorja, ki je človeku podoben vesoljec, imenovan časovni gospod z drugega planeta. Lahko potuje skozi čas in prostor svojo TARDIS, modro telefonsko govorilnico, ki je znotraj veliko večja, podobno kot šotori v Harryju Potterju. Zaradi dejstva, da je učiteljica v oddaji Čarobni šolski avtobus prav tako ekscentrična, ima vozilo, ki lahko potuje skozi prostor in čas, ter ima še druge podobnosti, so teoretiki predlagali, da to pomeni, da je v resnici tudi ona časovna gospa, tako kot doktor. Po tej teoriji je učiteljica preživela časovno vojno. Pobegnila je z planeta o svoji zamaskirani TARDIS in ko se poskuša vključiti v zametsko kulturo, dobi službo na šoli. Furious je primerjal podobnosti in poudaril, da imata oba lika nenavaden modni slog. Oba sta nenavadna in nihče v resnici ne ve, koliko je stara gospa Frizzle, saj se vedno izogne vprašanju. Lahko bi bila celo starejša od 900 let. Omenjeno je tudi, da s seboj vzame nekaj spremljevalcev in potuje skozi prostor in čas v preoblečenem čarobnem šolskem avtobusu, ki ima svojo osebnost, podobno kot TARDIS iz Doctor Whoja. Čeprav doktor trdi, da je zadnji svoje vrste, je bilo to skozi serijo večkrat ovrženo. To bi naredilo verjetno, da je tudi učiteljica pobegnila iz vojne in se preselila na drug planet.
Nekateri, ki izhajajo iz te teorije zarote, predlagajo, da je Frizlova že obstajala v vesolju dr. Whoja. Ugibajo, da bi lahko bila manj znan lik, nekdo kot Iris, ki pride srečat doktorja med njegovo 8. reinkarnacijo. Trdila bi, da je časovna dama, ki je odrasla na istem planetu, vendar so kasneje odkrili, da je pravzaprav pripadala povsem drugi rasi, Urajem, ki imajo 2 srci. Podobnosti med njo in Frizelejevo so v tem, da je pobegnila svojega domačega planeta v Tardisu, ki je bil oblikovan kot dvonadstropni avtobus. Vendar pa druga teorija prikazuje učiteljico naravoslovja kot drugo osebo, nekoga, ki ima prav tako kodraste lase, kot jih ima River Song. Poleg las obstaja še ena povezava med njima. V eni izmed epizod čarobnega avtobusa se odpravijo na potovanje po telesu Frizeleve in vidijo njeno srce. Ima samo eno srce, kar izključuje možnost, da bi bila mehanizem na uro. Tudi River ima samo eno srce in je znano, da lahko spremeni svoj videz. In morda je bila njena služba učiteljice le ena izmed njenih številnih pustolovščin. Številka 8. Po rimski legendi je bilo mesto ustanovljeno 21. aprila 753 prv. Njegov prvi kralj pa je bil Romon. Nekateri arheološki dokazi kažejo, da so se naseljenci na tem območju pojavili že v 10. stoletju pred 14. štatem in da so začeli postavljati temelje za to, kar bo kasneje postalo glavno mesto Italije. Vendar pa po mnenju enega teoretika zarote, mesto sploh nikoli ni obstajalo, kar je zelo razjezilo arheologe po vsem svetu, ki so obsežno preučevali zgodovino mesta in tam skozi leta odkrili izjemne zgodovinske najdbe. Objava se je najprej pojavila na profilu TikTokerja, ki je trdil, da mesto nikoli ni obstajalo in da je katoliška cerkev v 16. stoletju ustvarila prevaro, s katero je vse prepričala, da Rim dejansko obstaja. Teoretik zarote, o katerem govorimo, se imenuje Donna Dickens. Njena prva objava na to temo je nastala leta 2021, nato pa o tem ni pogosto razpravljala. Približno leto kasneje pa je ponovno naletela na kritike strokovnjakov in znanstvenikov, ko je ustvarila nove objave o svojih trditvah. Kmalu potem, ko je bil video naložen, je dosegel kar 75.000 ogledov, nato pa so ga delili številni donini sledilci, kar je zagotovilo, da so ga videli še tisoči uporabnikov na različnih platformah. V svoji objavi je trdila, da iz Rima nikoli niso našli nobenih kulturno pomembnih artefaktov. Nikoli niso odkrili nobenih pomembnih dokumentov povezanih z mestom. Prav tako niso nikoli našli nobenih pravih rimskih spomenikov. Dodala je, da je bilo mesto izmišljena homogenizacija evropske avtohtone kulture, ki jo je vzdrževala katoliška cerkev. Dodala je, da je bila rimska kultura, o kateri smo se učili v šoli, pravzaprav prevzeta od civilizacij, kot so Grčija, Azija, Turčija in Egipt. Kar zadeva slavne znamenitosti, kot sta Kolosej in Partenon, verjame, da teh zgradb ni mogoče uporabiti kot dokaz, da je Rim sploh kdaj obstajal. Saj kamnov, iz katerih so zgrajeni, ni mogoče datirati z ogljikom, zato strokovnjaki pravzaprav ne vedo, kako stari so. Nekdo bi lahko trdil, da je pozabila na številne starorimske dokumente, ki so jih odkrili skozi leta, vendar je imela tudi na to odgovor. Dana verjame, da ker niso našli nobenih ohranjenih izvirnikov teh dokumentov, so bili tisti, ki so jih odkrili, ponarejeni strani menihov, ki jim je cerkev ponovno ukazala, naj to storijo. Na srečo ni potrebno veliko, da ovržemo do njene slabo raziskane trditve. Vemo, da so v Rimu našli starodavne in izvirne rokopise. Večina jih je napisanih v latinščini in so jih napisali pomembni meščani mesta v tistem času. Ko so te trditve prišle na dan, so se mnogi spraševali, kakšno je Donino ozadje in kakšno strokovno znanje ima, da lahko pride do takšnih zaključkov. Izkazalo se je, da je bila Dana nekdanja novinarka iz sveta zabave, ki je študirala antropologijo in zgodovino, vendar je opustila študij ob koncu 3. letnika. Njene trditve so strokovnjaki temeljito ovrgli, vendar žal še vedno veliko ljudi verjame, da so njene teorije utemeljene na dejstvih, kar pa zagotovo ne drži. Številka 7. Fosterjev dom za namišljene prijatelje je bila animirana serija, ki so jo producirali v studiu Cartoon Network. Sprva je premierno predvajana na Cartoon Network leta 2004 kot 90-minutni film, ki je kasneje postal serija polurnih epizod. Oddaja spremlja dom, ki ga je ustvarila gospa Foster za namišljene prijatelje, ki nastanejo, ko jih otrok domisli. Ko otroci prerastejo svoje namišljene prijatelje, jih po opustitvi pripeljejo v rejniški dom.
Tam je živelo 1340 namišljenih prijateljev. Vendar je na koncu zgodbe gospa Foster povedala, da tam živi 2038 prijateljev. Ti prijatelji so vključevali tudi njeno lastno, katerega nikoli ni prerasla. Glavni liki so bili Frances Foster, ki ji pravijo Frankie. Mag, ki je mlajši brat Terrenca, je eden glavnih protagonistov. On je ustvarjalec Blueja, ki je namišljeni prijatelj. Drugi pomembni liki so Goo, Cheese, Wilt in Vojvodinja. Ta teorija zarote pa se nanaša na Frankie in gospo Foster. Pomembno vprašanje, ki se pojavlja v tej teoriji zarote, je, ali je Frankie namišljena. Ta teorija se je začela leta 2014, ko so teoretiki predlagali, da je Frankie mlajša različica gospe Foster. Opozarjajo na podobna oblačila. Zdi se, da Frankie nosi enaka oblačila kot njena babica. Tudi njun fizični videz je zelo podoben. Domneva se, da si je stara gospa Frankie izmislila kot način za ohranjanje svojega rejniškega doma, medtem ko je bila odsotna. Uživala je v rejniškem domu in prijateljih, vendar je vedela, da hitro ostari in verjetno tega ne bo mogla dolgo vzdrževati. Dokazi, ki podpirajo tako zaroto, kažejo na dejstvo, da Frankie nima namišljenega prijatelja in da se zdi, da zunaj rejniškega doma nima prav veliko zasebnega življenja. Prav tako je nakazano, da hodi na zmenke z ljudmi, ker so ji bolj všeč kot njeni namišljeni prijatelji, ali pa zato, ker zmenkari ne vedo za njen položaj namišljene prijateljice. Obstaja pa tudi alternativna teorija. Odgovarja na vprašanje, če je bila namišljena, zakaj ima potem vozniško dovoljenje. Ta teorija obrne stvari proti Frankiju in trdi, da je babica v resnici umrla, on pa tega ni mogel sprejeti, zato si je izmislil namišljeno babico. Gospa Fosterjeva drža to nakazuje. V primerjavi z večino starejših deluje otročje in energično. To je morda razlog, zakaj najstnik ostaja v rejniškem domu, da ohrani namišljeno babico pri življenju, namesto da bi se soočil z njeno smrtjo. Številka 6. Edgar Allan Poe velja za enega največjih avtorjev vseh časov. Čeprav njegove zgodbe in pesmi morda niso za vsakogar, glede na njihovo običajno temačno vzdušje in tematiko, ni mogoče zanikati, da je bil mojster svojega poklica in da bodo o njegovem delu razpravljali še desetletja. Njegovo najbolj znano delo, Krokar, pripoveduje zgodbo o moškem, ki sliši trkanje na svoja vhodna vrata, kar ga prestraši, saj je pozno ponoči. Ko končno odpre vrata, se znajde iz oči v oči s krokarjem, ki ga nato muči z eno samo besedo: nikoli več. Štejejo ga tudi za očeta detektivskega žanra, saj njegova zgodba Umori v ulici Morgue pripoveduje o takšnem zločinu, ki je bil storjen v zaklenjeni sobi, zaradi česar so bili policija in vsi vpleteni zmedeni, dokler amaterski detektiv C. Auguste Dupin ni uspel razvozlati primera. Poe ni imel lahkega življenja. Njegov oče je leta 1810, leto po njegovem rojstvu, preprosto zapustil družino. Njegova mati pa je nato zbolela za tuberkulozo, ki ji je leto kasneje vzela življenje. On in njegova rejniška družina so se leta 1815 preselili iz Bostona v Massachusettsu v London v Angliji, vendar so se leta 1820 vrnili v ZDA. Služil je v vojski in potem, ko je njegov brat umrl, je začel svojo kariero kot pisatelj, vendar ni šlo tako, kot si je zamislil. Njegovo delo je bilo za večino ljudi pretemno in trajalo je dolgo, preden si je lahko dostojno služil kruh. Njegova žena, Virginia Eliza Clem Poe, je umrla leta 1847, potem ko je prav tako zbolela za tuberkulozo in padel je v globoko depresijo, od katere si nikoli ni popolnoma opomogel. Sčasoma je postal priznan zaradi svojega dela in pravijo, da je bil prvi ameriški avtor, ki je preživel izključno s pisanjem. Čeprav je morda končno dosegel uspeh v svojem izbranem poklicu, naj po smrti svoje žene nikoli ne bi bil zares srečen. In njegova lastna smrt je še vedno zavita v skrivnost, za katero nekateri teoretiki zarote verjamejo, da je bolj zlovešča, kot nam želijo prikazati. Sporni dan je bil 3. oktober 1849. Poja so našli v polzavestnem stanju v Baltimoru in po pričevanjih je bil v veliki stiski ter je potreboval pomoč. Nosil je tuja oblačila in večkrat je ponavljal ime Reynolds. Ta oseba nikoli ni bila identificirana in še vedno ni znano, na koga je pa umislil ali kakšno povezavo je imel z njegovim slabim stanjem, v katerem so ga našli. Nato so ga odpeljali v Washington Medical College, kjer je se zdravil, vendar je na koncu umrl.
Nikoli ni bil dovolj priseben, da bi pojasnil, kaj se mu je zgodilo ali zakaj je izginil za več dni, preden so ga ponovno našli v slabem stanju. Tu nastopijo teorije zarote. Osredotočili so se na dejstvo, da so Poja našli na ulici pred voliščem med volitvami. Verjamejo, da je bila njegova smrt načrtovana in da je bil žrtev tadičbe kupinga, kar pomeni, da so nič hudega slutečega človeka ugrabili z ulice in ga prisilili, da je večkrat glasoval, vendar šele potem, ko so ga prisilili zaužiti snov, ki ga je naredila dovzetnega za sugestije. To se seveda nikoli ni dokazalo, vendar nekateri teoretiki verjamejo, da to pojasnjuje, zakaj so Poja našli v tako obuplem stanju in zakaj ni nikoli prejel ustrezne medicinske oskrbe, ki bi mu tisti dan lahko rešila življenje. Številka 5. Zelo priljubljena risanka Scooby-Doo je bila prvič predvajana leta 1969. Veliki dan je dobil ime Scooby-Doo po verzu, ki ga je zapel Frank Sinatra. Serija se vrti okoli tega psa in njegove družine, ki se imenuje Mystery Incorporated. Njegov najboljši prijatelj je Shaggy, ki je zelo lačen najstnik. Potem je tu še Fred, uglajeni vodja, in oranžno-lasa lepotica Daphne. Z njimi je še piflarka Velma. Vsi skupaj pa potujejo v modro-zeleno-oranžnem kombiju, ki rešujejo nacionalne in lokalne skrivnosti z nadnaravnimi elementi. Ena izmed številnih teorij oboževalcev o tem risanem filmu predpostavlja, da tolpa v resnici potuje naokoli, da bi se izognila vpoklicu v vojno. Logika za tem je, da se dogajanje v oddaji odvija v času vietnamske vojne. Teoretiki prav tako opozarjajo na dejstvo, da ima Shaggy videz hipija, medtem ko Fred, ki deluje precej zadržano, izstopa med njimi in se skoraj zdi, kot da ne spada zraven. Namiguje se, da poskušajo pobegniti v Kanado, da bi se izognili naboru, pri čemer Fred svojo zaročenko in aktivistko Velmo pomaga pri tem. Reševanje skrivnosti bi bilo zanje le stranski projekt, medtem ko potujejo po državi. Druga teorija pa je nekoliko bolj zaskrbljujoča. Ta teorija prikazuje te tri like kot duhove, ki so umrli v 60 letih. Dokaz za to je njihov slog oblačenja, ki je videti iz tistega časa. Scooby in Shaggy pa se ne zavedata, da so njihovi prijatelji umrli. In zaradi te nevednosti se ostali trije odločijo, da bodo še naprej sodelovali z njima. Upajo, da bodo našli druge duhove, ki jih lahko novačijo, vendar se vsak primer izkaže za prevaro. Oboževalci so tudi predlagali, da bi lahko Shaggy bil čarovnik. Opozarjajo na njegovo nadnaravno sposobnost levitacije in prikazovanja stvari. Prvi dokaz za to se je pojavil v epizodi z naslovom Visoko rasli dvig las, kjer je po naključju izrekel urok in nato še protinapoj. Dokaj nenavadna teorija zarote prikazuje Scoobyja kot del sovjetskega programa vesoljskih psov, kjer Sovjeti izvajajo poskuse z ozrejnim programom za ustvarjanje inteligentnih živali, sposobnih poleta v vesolje in morda celo govora. To domnevo podpira tudi naslov oddaje Scooby-Doo, kje si? Teoretiki predlagajo, da je CIA iskala Scoobyja že od prve epizode, ki je bila predvajana med hladno vojno in takoj po prvem pristanku na Luni. Številka 4. Vsi smo že slišali različne teorije zarote o nadnaravnem. Naprimer, da so nekateri zvezdniki v resnici demoni. Da te neko duhovi spremljajo in preganjajo do konca tvojega življenja. Ali pa, da so nekateri deli sveta portali, ki lahko človeka prenesejo v drugo resničnost. Potem je tu še teorija, da Necronomicon, izmišljena knjiga, ki jo je ustvaril avtor H.P. Lovecraft, v resnici obstaja in da je Lovecraft pravzaprav poskušal z nami deliti skrivnosti o okultnem, ne da bi bil pri tem preveč očiten. Lovecraft, ki je živel med letoma 1890 in 1937, je postal znan po svojih nenavadnih kratkih zgodbah, pesmih, romanih in esejih, v katerih so bili večinoma prisotni nadnaravni elementi in bitja iz drugih svetov. Naprimer Cthulhu, ki se je pojavil v njegovi zgodbi Klic Cthulhuja, kar je tudi naslov pesmi heavy metal skupine Metallica. Bitje se je prvič pojavilo leta 1928 in je opisano kot da ima glavo podobno hobotnici, obraz prekrit s tipalkami, luskasto telo, ki spominja na gumo, ter dolga ozka krila na hrbtu. Visoko je več 100 čevljev in ima roke ter noge podobne človeškim. Stoletja je Cthulhu ležal speč v potopljenem mestu Rlijeh v Tihem oceanu. Ko so zvezde poravnane na pravi način, se bitje prebudi in nastane kaos. Celotna zemlja je vržena v kataklizmo in človeštvo je skoraj popolnoma uničeno. Necronomicon je del mita o Cthulhuju
In Lovecraft je pojasnil, da je na idejo o knjigi in njenem imenu naletel med sanjami. Pogosto ga imenujejo tudi knjiga mrtvih, prvič pa ga je Lovecraft omenil v zgodbi z naslovom Pes. Ko je pisal o zgodovini knjige, je Lovecraft navedel, da se je prvotno imenovala Al-Azif, kar je arabska beseda, ki se nanaša na nočni zvok, ki ga oddajajo določene žuželke. Ta zvok pa mnogi opisujejo kot podoben tuljenju demonov. Avtor knjige je napol blazen Arabek z imenom Abdul al-Hazred, ki je častil dve Lovecraftovi stvaritvi, Yog-Sothoth in Cthulhuja. Umrl je pod skrivnostnimi okoliščinami leta 738, potem ko ga je napadlo ogromno bitje. Po njegovi smrti so knjigo preučevali filozofi. Leta 950 pa je bila prevedena v grščino, takrat pa je tudi dobila novo ime, Necronomicon. V videzu knjige ni veliko znanega, vendar je Lovecraft omenil, da je vezana v usnje in da je zaklenjena z več kovinskimi zaponkami. V knjigi bo bralec našel zbirko prepovedanega znanja, vključno z uroki, rituali in informacijami o starodavnih in pozabljenih bitjih, kot je Cthulhu. Toda ne more ga odpreti in brati kar vsak. Pravi se, da vsak, ki prebere besedilo, izve grozljivo resnico o resničnosti in da bo po pridobitvi tega znanja znorel. Poleg tega bo vsak, ki lahko uspešno prebere knjigo, sposoben priklicati strašljiva in ogromna bitja, ki bi lahko sejala uničenje po vsem svetu. Lahko se uporablja za odpiranje portalov v druge svetove, izvajanje temnih in prepovedanih magičnih ritualov, ter razkrivanje resnice o resničnosti. In sicer to, da vse, kar poznamo in vidimo, ni le ustvarjeno, temveč tudi nadzorovano strani starodavnih bitij, ki še vedno obstajajo danes. Necronomicon je seveda izmišljena knjiga, ki si jo je Lovecraft izmislil v svoji domišljiji. A veliko ljudi verjame, da takšen tekst res obstaja in da je le vprašanje časa, kdaj se bo nekdo odločil, da ga uporabi. S tem pa bo svet pahnil v kaos. Številka 3. Dolžinski človek je bil lansiran leta 1999 in je hitro pritegnil pozornost televizijske hiše Fox. Sledi življenju disfunkcionalne družine, ki jo iz ene nore situacije v drugo mečejo nenavadni dogodki. Griffinovi živijo v mestu na Rhode Islandu, celotna oddaja pa je čudna in politično nekorektna. Družino sestavlja 6 članov, med njimi oče Peter Griffin, ki je neroden, a dobronameren človek irsko-ameriškega katoliškega porekla. Poročen je z Lois, gospodinjo in učiteljico klavirja, ki prihaja iz bogate družine družabnežev. Imata 3 otroke, med njimi Meg, najstniško hčerko, ki je zaradi svoje nepopularnosti vedno tarča Petrovih šal. Chris je še eden izmed njunih otrok, ki ni preveč inteligenten in je nekoliko pretežak. Potem je tu še Stewie, diaboličen dojenček, ki kaže nekatere odrasle manire. Tekoče govori in ga pogosto spremlja Brian, govoreči pes. Ta teorija zarote se osredotoča na tega posebnega lika, saj nekateri oboževalci menijo, da pes dejansko napiše celotno oddajo. Eden od uporabnikov Reddita je to izpostavil na enem od subredditov in se skliceval na eno izmed epizod z naslovom Peterjeve težave. V enem prizoru Brian pove, da ima službo kot pisatelj in reče, citiram, "Vidiš to, vse to je surov material slike, ki jo bom naslikal z besedami." To je teoretika spodbudilo k razmišljanju. Kaj pa, če je oddaja v izmišljenem svetu produkt nedokončanega romana, ki ga piše Brian? Dokaz za to je, da ga vidijo kot glas razuma. Vsa njegova družina ima nekatere pretirane pomanjkljivosti, ki jih vidimo skozi njegove oči. Edina oseba v družini, ki ima kakršenkoli razlog, da sovraži Meg, je Brian, kar bi pojasnilo, zakaj so vsi ostali v romanu do Meg tako nesramni. Ker sta Peter in Chris v Brianovih očeh oba neinteligentna, bi to lahko bil razlog, zakaj je njuna neumnost v oddaji tako pretirano prikazana. Ta teorija bi lahko tudi pojasnila, zakaj nihče ne postavlja vprašanj glede govorečega in hodečega psa, ter zakaj mu uspeva osvojiti vse privlačne ženske v mestu. Nekateri izpostavljajo luknje v zgodbi, naprimer tisto epizodo, kjer je umrl, a se zgodba vseeno nadaljuje. A morda obstaja tudi odgovor na to. Stewie mu je vse razložil in celo opisal drugega psa, Vinija, kot pravega Italijana. To seveda ni edina teorija zarote povezana s to oddajo. Nekateri so predlagali, da je oddaja vice, liki pa so vsi mučeni za svoje grehe, Stewie pa je zlobni genij ujet v telesu dojenčka. Lois je bogata dedinja, katere kazen je, da je ujeta v razmerju, ki se spopada s pomanjkanjem denarja.
Brian je intelektualec, ki je ujet v telesu živali. Peter je otročji starejši moški, ki se oklepa preteklosti. Tako Chris kot Meg sta tista otroka, ki so jo v šoli dražili in mučili. Quagmire pa morda predstavlja inkuba. Drugi verjamejo, da je celotna serija pripovedovana z vidika dojenčka, ki morda želi končati življenje svoje matere. Razlog, da lahko Brian govori, je po tej teoriji ta, da otroci poosebljajo svoje hišne ljubljenčke. Številka 2. Med nekaterimi bolj nenavadnimi teorijami zarote so predlogi, da Luna v resnici ne obstaja, da Avstralija ni resničen kraj in da so vse kamnine na Zemlji mehke, dokler se jih ne dotaknemo. Večina ljudi te vrste teorij jemlje z rezervo, vendar je ena v zadnjih nekaj mesecih pridobila nekaj pozornosti zaradi objav na družbenih omrežjih, ki trdijo, da bo Zemljina gravitacija za kratek čas izginila leta 2026. Govorica se je začela širiti po internetu v začetku leta 2026, ko je nekdo začel namigovati, da bo naša gravitacija prenehala delovati za približno 7 sekund 12. avgusta in da bo ta dogodek imel katastrofalne posledice za vse nas. Po navedbah objav naj bi bil novembra 2024 v medije pricurljal skrivni dokument NASA z naslovom Projekt Sidro. Vseboval naj bi dokaze, da je agencija vedela za ta dogodek in da se je pripravljala prav na ta datum. Eden od uporabnikov Instagrama je na svoj profil objavil video, na katerem je bilo mogoče videti moškega, ki sedi v avtomobilu. Vsebuje tudi besedilo. 12. avgusta 2026 bo svet za 7 sekund izgubil gravitacijo. NASA ve. Pripravljajo se, vendar nam ne povedo zakaj. Besedilo je tudi trdilo, da bo gravitacija dejansko izginila za natančno 7,3 sekunde in da bo zaradi posledične katastrofe umrlo med 40 in 60 milijonov ljudi. Trdijo, da bo vsak predmet, ki ni pritrjen na tla, začel lebdeti navzgor in da bo po 7 sekundah vse znova padlo nazaj na Zemljo. Zato verjamejo, da bo veliko ljudi poletelo v zrak in nato podleglo padcem ali pa jim bodo na glavo padli veliki predmeti. Trdili so tudi, da se bo večina predmetov dvignila približno 20 metrov v zrak in da bo to povzročilo splošno paniko po vsem svetu. Drug uporabnik trdi, da ima Project Anchor proračun okoli $89 milijard in da NASA na njem dela že več let. Poleg tega je bilo predlagano, da je agencija želela izvesti eksperiment, da bi videla, ali bi preživeli na Zemlji brez gravitacije za 7 sekund. Nekateri so navedli, da bo posledica te gravitacijske anomalije vsaj 10 let obnove po gospodarskem zlomu in da bomo morali začeti obnavljati naše skupnosti, ker bo skoraj vsaka infrastruktura na Zemlji močno poškodovana ali popolnoma uničena. Znano je, da bo 12. avgusta 2026 opazovan sončni mrk, vendar ostaja neznano, ali bodo teoretiki zarote to vzeli kot znak, da se bo na isti datum zgodilo nekaj veliko bolj zloveščega. Več strokovnjakov je od takrat spregovorilo in zagotovilo javnosti, da bo gravitacija na ta dan ostala povsem normalna, ter da ni treba sprejemati nobenih posebnih ukrepov, saj je teorija popolnoma izmišljena in neresnična. Številka 1. Leta 2008 je DreamWorks ustvaril ikonični akcijsko-komični film Kung Fu Panda. Film spremlja življenje Poja, pande, ki kasneje postane mojster kung fuja, skupaj z besno petico, ki jo sestavljajo kača, tigrica, opica, žerjav in bogomolka. Druge je slutnja razkrila, da bo zlobni snežni leopard Tai Lang pobegnil iz visoko varovanega zapora in da je treba izbrati zmajevega bojevnika. Tisti, ki bi bil vreden tega, bi prejel moči zmajevega svitka. Obstaja nekaj teorij o tem filmu. Ena izmed njih se osredotoča na Tai Langa. Ena teorija zarote pravi, da je bil vedno zmajev bojevnik. Razložila je, da je temu liku v resnici uspelo v filmu, čeprav je bil na koncu poražen. Uporabnik Reddita je pojasnil, da mu nikoli ni bil odrečen zvitek ali njegova usoda, da postane zmajev bojevnik, ampak je bilo vse skupaj le preizkus. Leopard bi moral zavrnitev sprejeti s ponižnostjo, nato pa bi mu bil zvitek podeljen. Da bi preverili, ali je učenec vreden dokončanja treninga, bi mu dojo po preizkusu odrekel zvitek, da bi ugotovili, kakšna oseba je. Če bi poleg fizičnega treninga obvladali tudi umetnost ravnotežja in notranjega miru, bi lahko takšno zavrnitev sprejeli s ponižnostjo.
Učenec bi v tem primeru dokazal, da je popoln znotraj in zunaj, nato pa bi mu mojster razložil razlog in mu nato podelil zvitek. Vendar Tai Lung ni reagiral s ponižnostjo. Namesto tega je izbruhnil z jezo in sovraštvom, zato mu zvitek ni bil podeljen. Ni bilo zato, ker ne bi bil vreden, bilo je zato, ker je dokazal, da ni vreden zvitka in ni našel notranjega miru. Še ena nenavadna teorija pa je, da je bila celotna zgodba o azijskem starševstvu. Tai Lung, Tigress in Po so predstavniki 3 različnih vrst otrok, ki jih azijski starši vidijo. In mojster Shifu predstavlja te starše. Snežni leopard predstavlja zlatega fanta s svojimi vidnimi talenti in popolnim odnosa. Ko pa odrašča, postane bolj tekmovalen in na koncu postane precej zagrenjen, ko ne doseže tistega, kar si želi. Tigresa je temni konj med otroki. Ima impresivne talente, vendar ne povsem na ravni Tai Lunga. Je slabša od njega in nikoli ne more raziskovati svojih interesov. Prisiljena je hoditi po isti poti kot drugi, vendar ne prejme enake ljubezni, kot jo je on. Odraste in je na koncu v redu, vendar se spopada z notranjimi nemiri. Potem je Po neznanka. Nima nobenih talentov in z njim ravnajo kot smetjo. Mojster ni imel nobenih sanj ali pričakovanj zanj, dokler ni ugotovil, da ni tradicionalni bojevnik. Nado spodbuja Poja, da raziskuje svojo lastno pot in ga trenira drugače. Po tej teoriji zarote, azijski starši zelo cenijo matematiko in naravoslovje. Nekateri otroci pa ne izpolnijo njihovih pričakovanj in so včasih čustveno zanemarjeni. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb za všeček. Ne pozabite se naročiti in klikniti na zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 anonimnih in se vidimo v naslednjem videu.